da vam posnamem še z vode, ker se še bolj švit. Zdaj pa še en prišel, mi je pa zmanjkalo, joj, kaj mi je žal. Zdaj, ko vidite tole, najbrž ne boste rekli, da sem nalagal. Tole je pa kraj Perast. Dobro jutro. Ura je malo čez 7. Jaz zdajle grem nekam poiskat hiter internet, da lahko končno zmontiram video. Tu bo sicer najboljši video po mojem do zdaj, tudi najdaljši, tako da če se ga niste pogledali, si ga pejte pogledat. Sem kar malo slabe volje zaradi tega, ker že tukaj zaostajam. Tle imam ful slab internet. Je pa ful dober feeling zdajle, ko stopiš ven, pa dol je 200 metrov stran morje in prav ono zadiši morje, ful hud občutek, tako da komaj čakam, da se tudi kaj ukopam v morju. Nič, zdaj pa najprej, da najdem ta internet, pa da zmontiram video. Čeprav grem za internet utivat, ker je to malo večje mesto, ker tukaj nimam upanja, da bi bil kaj internet. Tak je pa glede na to, da bo video dolg skoraj 1 uro. Veste, koliko je tega nalaganja, tako da moram zelo dober internet najdeti. Ampak grem pa še prej tlele pogledat, da sploh vidim, kje sem. Dol do morja se bom zapeljal. Ja, tole je bolj žalostno, lejte, ne. Tu so morje zaprli, in tle sploh nimaš dostopa do morja, tako da me prav zanima, kako bo tole. A se bo šlo? Morda pa bo šlo. Vidite, urbanizem je ena ful pomembnih zadev, da pol tole nimaš takole, kakor je tlele, ne. To moramo priznati, Hrvati imajo tu kar dobro rešeno. Ne posod, mrske pa ja, lepo gre neka cest. Ja, evo, pa sem v špego sem ruknil. V špego sem ruknil. Dobro, da sem samo v špego, no. Evo. No ja, tale. No, zdaj mi tole sploh ne bo všeč, vse skup, ne, zato, ker sem še v špego ruknil, tako da tudi zdaj tole sam obrnem pa grem nazaj, ker mi ne dopade se tole. Če bom pa še kaj šel, bom pa seveda pešel, drugače ni šans. Zdaj sem bil v enem zelo lepem lokalu, sem mislil, da bo dober internet, na začetku je tudi zgledalo, da bo, ampak pa sem pa ugotovil, da ne bo šlo. Tako da zdaj se peljem proti Tivatu, sem v bistvu že skoraj v Tivatu in upam, da mi uspe nekaj najdeti, da bom lahko da bom danes večer lahko video objavil. Sem tukaj v Tivatu v enem lokalu, ki sem ga najdel, ki ima super internet in lejte, delam video, da ga boste danes lahko zvečer gledali. Glede, sem pa dobil ful super za jesti. Nisem že ene 16 ur, tako da tole bo zdaj pasalo pleskavica, šopska solata, ful lepo diši, tako da sem tudi prepričan, da bo ful dober in tudi tle hodijo v Glovo, pa tu, pa za domu nosijo, tako da tam, kaj tako je zmeraj dobro. Zdaj, dež je začel padati, tako da se imam še kar nekaj dela in glih, ko bom končal, bo pa dež nehal padati, pol grem pa mečkan na morje. Tako da tudi takili dnevi so. Tole je bilo pa noro. V telem lokalčku sem 7 ur, pa še v enem prej 1 uro montiral video, pa sem ga zmontiral, ampak zdaj ga pa program približno 1,5 ure obdeloval, pa se grem mečkan zapeljati, ker ne morem skozi v gostilni sedeti, pa tudi že kar malo vrti se mi od tega. Je pa dež začel padati. Če pol ure nazaj je bil sonce, upam, da se bo popravilo. Ko pa bo čez 1,5 ure video obdelan,
grem pa jaz semle nazaj, pa ga moram downloadat, pa uploadat na YouTube, pa še prikazno slikco narediti, pa še opis, tako da veste, koliko je s tem dela. Tako da, če gledate tale video, pa če še niste naročeni na moj YouTube kanal, dejte se naročiti, sam ti srdeč gumb, naročite se, kliknite pa zvonček in to je to. To sam pomeni, da boste kaj večkrat videli, da se vam bo kaj večkrat kakšen moj video pojavil. Je pa, če si niste pogledali tega včerajšnjega videa, ki je dolg 1 uro pa 15, si ga pogledajte, ker mislim, da je najboljši video do zdaj na tem potovanju. Tle je tu koska cesta, da smo mi, ko smo šli v te smer, pa so eno nasprot prišli, smo mogli v rikvercet, ja, lejte, kako se bo zdaj rešilo, fejza je, čakajte, bo ta počakal, bo. To sem zdaj že naprej, šel sem se malo zapeljati, lejte, tamle voz trajekt, to je tam, ki je najbolj uskup na boki, kotorski, ki je najbolj uskup. In tudi jutri bom šel s tem trajektom tle čez. Nisem pa tle še nikoli šel, tako da sem rekel enkrat pa grem, lejte, kako se tu zagužva. In zdaj te nazaj in kančem je jaz. Sem kar obrnil ta cesta, tako grozna, pa da še skor nehal pada, tako da sem tam en dober plac videl zakopat se, tako da se grem v vodo vrč, da se bom saj mečken kopal, sem mislil sem cel dan, evo. Pa vidite, kako je to. Tle ob cest sem najdel en ful zadovoljiv plac za kopanje, čeprav še malo rusi, si se zdaj začel sonce sijat, ampak rusi, sem rekel, grem jaz v vodo, ker nucam tule. Bog ve kaj, vse še pride, pa bo prišlo tako, da ne bom se šel sploh kopat nič, tako da tole nujno potrebujem. Milina, kaj pa še, tole pa ne grem za lepo urene ven, oziroma sem kamero nesem, pol pa samo lepo plavam, glih prav topla voda, vrhunsko vam povem. Dobro jutro, ura je ne pol 7. Evo, jaz sem spet v sedlu in žal ta zadnji dan pot proti domu ne pomeni, da je še vsega konc. Še mislim, da 3 zanimive stvari bomo videli danes. Danes je 23. dan potovanja. Ne morem verjeti, kako je to hitro minilo. Ampak minilo je, bilo je super, videl sem veliko, maksimalno, kar se je dalo. Zdaj moramo vedeti, ta snemanje, montiranje, to meni ful časov vzame, moram prešaltati, mi ful časov vzame, vidite, včeraj mi šel cel dan iz tem, ampak preprosto nisem mogel drugače, ker že 3 dni videa ni bilo. Vsi tisti najbolj zvesti, ki me spremljate, ste ga pričakovali in sem rekel, pa moram to narediti, kdaj bom, danes ga kao spet ne bom mogel, ne, ker je po domu, pol šele naslednji dan, ne, tako da sem res mogel. Pa nič, no, vse je bilo super, nič, zdaj pa proti domu. Poglejte še do konca, se pravim, še 3 zanimive stvari bomo videli. Saj mislim, da jih bomo, no. Ajde, živja. Jaz sem prispel v mesto Kotor. Jaz sem imel 2 možnosti za iti. Glejte, tamle tistle kotorsko obzidje na desni strani, če vidite. Jaz sem imel 2 možnosti. Iti skozi Tivat, pa pol čez trajektom, čez Kotorski zaliv, ali pa okol čez cel Kotor,
A vidite, lekarna, v lekarno sem hotel iti, zato sem tudi malo tukaj šel. No, v glavnem, možnosti so dve. Ali tle iti čez okoli Kotorskega zaliva, ki je po mojem občutku naredim tle 20 do 25 km več, te moram pa s trajektom iti. Tako da zdaj tole meni bo pure časa vzelo, kam tle okoli šel, predvidevam. Trajekti pa tudi vsaj 20 minut vzame. Lejte, čakati, če nimaš še sreče, da ga moraš 15 minut čakati, pa si siguren na slabšem. No, zakaj sem šel čez Kotorski zaliv? Lejte, kakšni lepi hribi okoli, iz vseh strani hribi, iz ene strani morje, tako da meni se je ful zanimivo po takih voziti in nisem naredil narobe, da sem šel tukaj, sigurno nisem naredil. Zdaj sem tukaj najdel en plec, da sem lahko stavil, da vam malo pokažem ta Kotorski zaliv. Tamle čist na koncu je Kotor. Poglejte, kakšna križarka je noter. Glejte, okoli pa takole hribi iz vseh strani. No, tlele moj Peugeotček, takole je bil glihen plec. Kaj bi bil danes dober razgled iz tam iz Lovčena, ko sem šel? Ker takrat seveda je bil dež. Tako da super je tale Kotorski zaliv in se splača zapeljati, še posebej takole zjutraj, ker ni čist nobene gužve, ne? Na vsake toliko časa gre kakšen avto in bom zelo hiter čez po mojem prejka s trajektom. Tole je pa kraj Perast, ki je znan po tistih dveh otočkih, ki jih vidite tamle zadaj. Tukaj sem bil jaz pred približno 5-6 letem in sem to tudi z dronom posnel, tako da, ko tale posnetek se neha, vam bom te dron posnetke dal, ampak morate vedeti, da so to stari posnetki, ampak saj na teh otokih se nič ne spremeni. Drugače pa to zanimiv kraj, mi smo tukaj spali, se spomnim, tako da fino, sem pa videl, da imajo pa zdaj zaprto pot, so rampe pred mestom in sploh z avtom ne moreš not prideti. Takrat se je še dalo prideti. No, lejte, jaz sem mogli srečo, da sem tamle en plec je bil, da sem svojega Peugeotčka parkiral. No, sej pol še tamle naprej bi in pol sem šel pa semle tok, da sem lahko tole posnel. Zdaj smo pa na kraju, kjer vozi trajekt. Glejte, tamle v zadju ga vidite. Sej tu vozijo dva trajekta, tako da običajno to ni veliko za čakati. Ampak glejte, 10-15 minut je pa hiter. Jaz sem pa okoli prišel, glejte, gledam, nisem točno uro pogledal, v dobri pol ure. Tako da nisem nič zgubil, no, kar se časa tiče. Zdaj, seveda za domačine je zoprna ta cesta se voziti, ki jo poznajo. Za nas, turiste, popotnike, je to pa prav sproščujoče in lepo in užitek. Sem tik pred črnogorsko-hrvaško mejo, sem pa še izkoristil, da nekaj pocen pojem, ki v Črni Gori je saj pol cenejška na Hrvaškem. Glejte, tale pleskavica s prilogo je tukaj 6 €, pa tudi zelo prijeten lokalček ob cesti. Sem pa tudi prepričan, da je zelo dobra, kjerkoli sem do zdaj še je bilo dober, tako da je Črna Gora je kar bistveno cenejša kot Slovenija pa Hrvaška. Malo svoje pleskavice sem odstopil temole lepotco. Tle je zanimivo, da iz lokalu ne podijo mačke, kar je meni všeč. Saj kaj, če ti pa take reveš slabega narediti, ne.
Ja, bova še dobila, bova. Imam tle še malo, sedihta prav cajt prišel, pa se jaz imam itak preveč kil, tako da nič zato, če bom teb dal. Zdaj pa še en prišel, mi je pa zmanjkalo, joj, kaj mi je žal. Ja, sej imam, da se pa kdo drug najdu, pa ti bo kaj dal, ne. Ja. O, sranje, ejte, Hrvaška. Črna Gora smo šli mem 3 minute, evo tle Hrvaška pa 300 metrov vidim, ali pa 200 vidim kolono, groza. Prispel na Hrvaško, čakal sicer ene 2 ure na carini, nikamor se ni, na Črnogorski 3 minute, na Hrvaški 2 ure. Raj bi se nekje kopal ob morju, ko pa 2 ure na meji čakam, pa kaj češ, to so pa te meje. Neč, zdaj pa naprej proti plaži. Zdaj grem pa na plažo Pasjača, to je malo pred Dubrovnikom, oziroma bom rekel med Dubrovnikom pa hrvaško-črnogorsko mejo. Tle sem avto parkiral, zdaj treba iti pa dol še malo peš. Jaz na te plaži še nisem bil, po slikah sodeč je pa fenomenalna. Glejte naprej, pa boste sami lahko cenili, ali je ali ni. To, da ste vedeli, psem ni dovoljeno. Jaz sem sicer ljubitelj psov, tako da mi ni to najbolj všeč, ampak že imajo svoje razloge. No, bo pa tale pot spektakularna, imam občutek. Kako, ko sem rekel, pot bo spektakularna, to je sicer kontrastran, mi gremo pa tukaj dol. Pa kaj lepo po borovcih diši, fenomenalno, res. Imam občutek, da bo tukaj za ovinkom ful zanimivo. No, sem mislil, da bo še bolj, ampak tudi to ni slabo. Ampak gledajte, tole bom kar snemal, pa se sprehodimo, ker huda fora, no, mislim, gledajte, tle dol čist odsekano, gledajte, kristalno čista voda, ampak res ultra kristalno čista voda. Wow, noro je, noro. No, zdaj pa tle celo malo čez neki tunel, če zgleda, da bo zaid. Lejte, celo zaprejo, dej po mojem. Čakajte, a je tu ne? Sem mislil, da bo tam lepo unilih štengah zarjavelih treba plezati, ampak ne gre tam le naprej. No, lejte, hudo je. A ni hudo? Čakajte, tukaj le fotoaparat ven vzamem, oziroma telefon malo poslikam. Zdaj sem poslikal, zdaj grem pa naprej dol. Lejte, res fantazija vse tole. Lejte, tudi ta gor, kako prideš čez ta tunelček, zanimivo. Evo, še malo pa smo dol. Ljudje uživajo, kaj ne bojo, tole je res nekaj posebenega. Voda pa, lejte, kristalno čista. Je pa kar malo gužvice, ker je to mehna plasca, pa se kar hitro napolne. Kaj je to hudo, lejte. No, zdaj grem pa v vodo. Je mečkan, je hladna. Toliko, da v hladu se bom. Ko me čakam. Ful hudo. Ja, je pa nevarno, če bi kakšen kamen dol, poglejte, kakšna stena je. Noro vam povem, noro.
da vam posnamem še z vode, ker se še bolj vidi. Posebno tale pot dol tamle, lejte, čisto iz Vogala. No, tako lepo pa plaža tamle. Pravim, je kar kratka. Če češ pa malo več zasebnosti, greš pa samo nekaj naprej. Pa je to. Tamle spodaj je Dubrovnik. Jaz grem pa gor na hrib nad Dubrovnikom. Vidite, tole je pa sranje. In zdaj moram iti nazaj. In vprašanje, koliko se bo to še zgodilo. Evo, zdaj moram sam gas gor, ne, če se prepočasno vlečeš, pol ni nič. Glejte, dol Dubrovnik. Ne vem, če ga vidite. To Srč je hrib nad Dubrovnikom in iz tukaj je najlepši razgled na Dubrovnik in se lahko takole gor zapeljete, kakor se bom jaz. Res, da je cesta ozka, pa so kdaj srečanja malo problematična, ampak kar gre še. Posebno, če niste v glavni sezoni. Jaz sem zdaj žal v glavni sezoni, 21. 22. avgust je danes in čeprav vidite, so taki, da se lahko umakneš. Jaz sem to enkrat se kar malo za het zapeljal in pol, ko sem pa gor bil, pa nisem mogel verjeti, da to obstaja. V glavnem, no, če greste mimo Dubrovnika, da se peljete, ne, vzamite si za tole 15 minut, pa se zapeljte gor. Zdaj ste videli točno, kakšna cesta je, oziroma, lejte, bom še kar mečkem bom še snemal, zato da boste točno videli, kakšna je cesta, da me ne bo pol kdo kaj, da sem koga kaj zavajal, da je slabša, ker tlele se mečkem zoža. Tle so bile tudi med vojno leta 91 hude bitke, prav za ta Srč, ker ne bi bilo tako, ne, da če bi pol Srč, bi pol tudi Dubrovnik, ker boste videli zakaj. No, mislim, jaz nisem neki vojni strateg, ampak to sem od drugih slišal, ko sem dokumentarce gledal. In boste videli, ne, kako imaš od tukaj Dubrovnik na dlani, ne. Evo, lejte, se lahko tole že prvi točka, ki lahko stavimo. Bom zdaj nehal snemati, pa vam pokažem. Zdaj, ko vidite tole, najbrž ne boste rekli, da sem nalagal, da ni tak hud razgled. Lejte, tamle vidite žičnico, pa čist vrh, tle pa dol na Dubrovnik. Ta kamera še ful oddali, tako da tole je bistveno bližji. Tole je pa otok, ki sem pa pozabil, kako se imenuje. Sem bil pa na maturantskem izletu tukaj v Dubrovniku leta 89 in vem, da smo šli na tale otok. Tako da ja, lejte, fantastično je tukaj, gremo pa tu še čisto gor. Zdaj pa nadaljujemo naprej, vidite, koliko je to ljudi, ki pridejo gor gledat, ker to je res fantastično, se pa nisem prevezal. Takole se moraš malo umakniti, ko gre kdo nasprot. Cesta je res ozka, ampak to ni zgovor, da ne bi šli gor. Tle, ko smo čist na vrhu, se mečkam drugače vidi na Dubrovnik. Lejte, to je to, ko sem rekel, da gre žičnica gor. Greste čist iz centra mesta. Lejte, tukaj je pa en zanimiv lokalček, kjer lahko kavico spiješ ali pa tudi kaj poješ in imaš dol super razgled. No, tamle pa tudi naprej otoki, v glavnem ful lepo. Evo, zdaj se bomo pa zapeljali na znameniti Pelješački most. To ste sigurno slišali za njega. To je pač, če ne bi šel čez ta most, 2404 metre je dolg. Če ne bi šel čez ta most, bi mogel jeti čez Bosno in Hercegovino, ker Bosna in Hercegovina ima tamle v tej smeri ima nekih
ne vem koliko kilometrov morja, 10 do 20, imam občutek. No in zmeraj so bile to kolone in tako naprej, no pol so pa ta most naredili, mislim, da so ga Kitajci naredili, mislim, da ga je Evropa ful financirala, tako da dobro so prišli Hrvatje do njega. No, je pa fina zadeva to, siguren skrajša pot, vsaj za pol ure, tako da super, je pa, ko sem slike gledal, ko to ljudje slikajo, res lep most, no, lep most in tudi, bom rekel, ne, gradbeno, bi rekel, kar en tak uspeh, sam sem po izobrazbi gradbenik in če vam čisto iskreno povem, mi ni čisto jasno, kako kaj tacgale narediti, ne vem, tamle na sred morja, ki je mogoče globok 100 metrov, nekako postaviti te stebre noter, da to 100% stoji, to mi ni čisto jasno, no, sicer res se že mnogo leta z gradbeništvom me ukvarjam, ampak nekako mi ni čisto jasno. Je pa mislim, da dober mesec, kar so ga odprli. To je to, zdaj, če bi bilo kje zaustaviti tamle, aha, tamle en parking, če bo možno, bom ustavil, sam je na kontrastrani, kot sem jaz, da vam še s tem pokažem, kako izgleda, pa kakšno fotko naredim. Vidite, tamle parkirplac, po mojem, so ga glih za to naredili, da bojo ljudje to gledali, slikali. Samo lejte, jaz čez ne morem pridati. Ja, zdaj pa tudi, če grem okoli, moram iti pa še enkrat na drugo stran, pa spet nazaj, tako da bom 30 km naredil. Tako da to se pa zdaj ne grem, bom to pa enkrat drugič zaustavil, ko bom šel v kontra smeri. Pri mestu Ploče sem hotel iti na avtocesto, sicer ne vem, ali je od tam avtocesta, ali je malo kasneje, ne vem. In sem nekako zgrešil. Najprej sem zavil na prehiter, pa sem se pol nazaj noter urinil, pol, ki je pa res bilo, sem pa mislil, a sej tudi to ni, sem šel pa naprej, no in ne vem, kako mi je zdaj to ratalo, v glavnem zdaj se peljem po tej jadranski magistrali, zdaj sem tle v Tučepih in lejte, tole je Biokovo. Tle gor sem tudi že bil na Sveti Jure, to greš z avtom lahko skozi gor, to je tako fantastična zadeva. In čisteč mi ni žal, da sem zgrešil, vozim se, gledam tole čudovito morje in si pravim, ja, moram pa iti za ene 3 dni na morje ležati, takole tlele bi šel ležati, malo v hribe, da gledaš, pa uživaš, samo mene bi pol tu v hribe zuleklo, pa bi pol namesto da bi ležal, bi pa po hribih hodil. No, zdaj sem v kraju Tučepi, ne vem, a sem že povedal, glih tabla je bila. Hotel sem vam sam pokazati tole čudovito Biokovo, te hribi. Meni so ful všeč in koliko je na tem svetu še lepih krajev. Ne more zmanjkati, no. Ne more zmanjkati. Jaz sem srečno prispel domov, sem že na polno v akciji, bi te pa rad povabil jutri, se pravi v sredo, ob 21. uri na live, ki ga bom imel na mojem YouTube kanalu, kjer bom malo več povedal vsem tem potovanju po Črni gori, Albaniji, Kosovem in Makedoniji. Verjemite mi, da imam zelo veliko zanimivih stvari za povedati. Poleg tega bom pa tudi odgovarjal na vaše vprašanja in mislim, da bo en to zelo zanimiv live, zato nujno pridite.
No, bo pa na voljo tudi posnetek, ampak vsem rajš vidim, če boste v živo, kjer mi lahko kakšno vprašanje zastavite, daste kakšno pripombo ali karkoli. Drugač pa tole potovanje čudovita izkušnja. Sem čist navdušen, vesel, da sem šel, da sem se odločil za to. Edino majčkeno žal mi je, da nisem osvojil najvišje gore Albanije in Makedonije, to je gora Korab. Kakor ste videli v videih, sem šel že gor, sem prišel že do več kot pol poti, ampak potem je pa začelo grmeti, padati dež, sem pa obrnil in sem tudi prav naredil, da sem obrnil, tako da to mi ni nič žal. Žal mi je, da tisti dan ni bilo lepo vreme, pa da bi prišel do gor. Po drugi strani pa če razmišljam, bom pa še enkrat lahko šel v te lepe kraje, bom pa takrat osvojil, tako da pač se nimam kje sekirati. Nič, sam ne pozabiti priti jutri v živo ob 21. Pa če se niste pogledali vse videe z mojega potovanja, si ga poglejte, so vsi na YouTube kanalu. Živja!